V Celju so že 17. leto zapored odprli pravljično deželo. Velenjčani se bodo do 30. decembra lahko zabavali na čarobni promenadi. Božiček dvakrat na obisku v največjem nakupovalnem središču v regiji. V Šempetru jutri in v četrtek 2 mednarodni odbojkarski tekmi. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Minuli konec tedna je že 17. leto zapovrstjo na celjskem glavnem trgu svoja vrata odprlo pravljično Celje oziroma pravljična dežela, ki bo odprta vse dni do Silvestrovega, ko bodo točno opoldne pripravili tradicionalno otroško silvestrovanje. Organizatorji tudi letos pričakujejo odličen obisk otrok iz vseh koncev Slovenije. Za obiskovalce, ne samo tiste najmlajše, je vsak dan na sporedu pestro dogajanje, ki kljub hladu na ulice vedno bolj privablja obiskovalce iz domačega mesta, okoliških krajev in tudi nekoliko bolj oddaljenih mest. Ti se lahko po mestnem središču v vilinskem spremstvu popeljajo tudi s kočijo ali naredijo manjši krog s ponijem. Pri vsem skupaj gre za velik projekt, saj so vanj vključeni številni ustvarjalci, kakor tudi šole in vrtci, ki soustvarjajo program. Gre za edinstveno pravljico, ki jo postavljamo v okviru javne avdicije in pravljične akademije. Vsak lik nosi svojo zgodbo in ti prinašajo vrednote v prostor. Morda je zelo zanimivo to, da je dogajanje zastonj in je dostopno vsem, samo treba je priti in dovoliti otrokom, da se imajo lepo in da doživijo nekaj te svoje pravljičnosti. Vsak si pa vzame ščepec svoje zgodbe. Vse skupaj je tudi priložnost, da se sprostijo tudi odrasli. Včasih se zgodi, da smo prav starši, ti, ki smo v tej obilici brez časja, nimamo časa za svoje otroke, saj mi to lahko vidimo v prerezu ustvarjanja. Nenazadnje je že več kot 1000 otrok v jutranjih vodenjih obiskalo pravljično Celje in pravljična doživetja in zato si želimo, da bi ta praznični čas posvetili njim in se v bistvu zelo trudimo. Kako pa je zastavljen letošnji program? Vsak dan kaj novega, zjutraj od 10. do 12. pravljična vodenja, seveda naslednji teden imamo vodene animacije, so se šole napovedale in potem od 17. do 19. v družbi osnovnih šol celjskih in seveda prihoda samega Božička. Kdaj pa dogajanje doseže prvi vrhunec? Pri nas je vrhunec dogajanja prav v prazničnem času, ljudje nimajo občutka, ampak 24., 25. in 26. imamo v bistvu največji obisk, ker so ljudje doma in seveda stopnjuje se v hit, to je otroško silvestrovanje. Ko začenjamo že ob 10. in 11 minut pričakujemo Romano Krajnčan in seveda to bo veselje in radost, tako kot tudi za praznične dni samega Božiča, ko je 25. z nami še pravljični gosti Andreja Zopančič in 26. Irena Vrčkovnik, to je zagotovilo res za čudovito popoldne, dobro druženje in da pridemo v staro mestno jedro in mislim, da je to formula dobrega počutja, srečamo drugega, prijaznosti, nekaj dobre volje in to nič ne stane, kar je bistvo. Pravljična dežela bo imela tudi letos 2 posebna gosta, in sicer Božička ter dedka Mraza, ki bosta ob svojih izmenah najbolj pridne razveseljevala ob 18. uri. Za celjsko pravljično deželo je značilno tudi prav posebno otroško silvestrovanje. Letos ga bomo pričakali 5 minut do 12. Koliko je pa vseh pravljičnih bitev? Kaj se pripravljate? Letos nas je kar 10. Imamo tudi 2 snežaka, pripravljamo pa vsak dan rajanje za otroke. In kaj pravijo otroci, ko jih obiščete? Zelo so veseli, pa zelo radi plešejo tudi z nami. Ste letos uvedli kakšno noviteto? Ste morebiti kaj naredili drugače kot lani? Letos smo pripeljali tudi palčico in 2 snežaka. Kdaj bo pa zapadel sneg? To pa ne vemo še, to morate pa gospoda Božička vprašati. V mestni občini Velenje pa so na velenjski promenadi pred sodiščem odprli čarobno promenado. Na njej bodo vsak dan do 30. decembra med 17. in 22. uro pripravljali raznolik program za vse generacije. 5 velenjskih gostincev pa bo poskrbelo za primerno kulinarično ponudbo. Čarobno promenado so v Velenju prvič organizirali lansko leto.
Ker je bil obisk na njej nad vsemi pričakovanji, so se na mestni občini Velenje odločili, da jo letos ponovno pripravijo in še nekoliko nadgradijo. Tudi v Velenju smo se odločili za en prostor, kjer bi se ljudje lahko družili vse do novega leta. In lansko leto smo pričeli s čarobno promenado, letos s tem nadaljujemo. Programa vam niti ne znamo pisati, zato ker se bo vsak dan nekaj dogajalo, vsak dan bodo tu prisotni nastopajoči in prepričan sem, da bo dovolj razlogov za različne obiskovalce, da se tu najdejo, da pokletajo, ne nazadnje tudi spijejo topo čaj v teh vročih dneh, morda tudi kaj drugega, odvisno kaj jim je všeč in pri srcu tisti dan, se poveselijo in razmišljajo o letu 2016 in seveda predvsem o letu 2017, ki prihaja in ki je dejansko pred vrati. Željo, da bi seveda bilo lepše, kot je bilo leto 2016 in da bi se izpolnila vsaj kakšna želja od tistih, ki jih imamo na seznamu še neuresničenih. Mislim, da je tole primeren prostor za, torej kot sem že dejal, prijetno druženje, klepet, lahko tudi kakšno manjšo zabavo, predvsem pa je tu poskrbljeno za to, da nam ne bo hladno. Z ognjem, ki ga vzdržujejo preko celega dneva, si seveda lahko pomagamo takrat, ko v roke zazebe, za vse ostalo pa bodo poskrbeli naši gostinci. Torej, s tem projektom smo želeli v mestu narediti nekaj toplega vzdušja, zato da se tudi Velenjčani lahko podružimo in se dobimo s prijatelji, ki se pogovorimo. Predvsem pa, da predstavimo program, ki v našem mestu bogato nastaja. Večina programa, ki ga oblikujemo, je domačega in na to smo mi ponosni. Skratka, tukaj se bodo predstavili tako vrtci, šole, starejši občani, seveda pa imamo v gosteh tudi nekaj zvenečih imen, ki bodo popestrili te dneve. Čarobna promenada bo torej živela vsako popoldne med 17. in 22. uro. Ob 5. pripravljamo program za najmlajše, ob 7. pa program za malo starejše, ki se bo verjetno razvlekel ob bolj živahnih dnevih vse do 10. ure. Čarobno promenado so odprle trebanjske mažorete s pihalnim orkestrom. Prvič v prazničnem decembru pa je najmlajše obiskal Dedek Mraz. Program v naslednjih dneh bo zelo pester in raznolik, primeren za vse generacije. V otroškem kotičku smo pripravili vsak dan pestro dogajanje z različnimi dinamičnimi aktivnostmi, tako da vabljene tudi družine. Zaključujemo pa 30. decembra z zasedbo Don Mentoni Band. Ta skupina je bila včasih zelo živahna, malo poniknila, nekako pa se nam zdi, da bomo predvsem malo starejše občane privabili na ta koncert. Tako da pester program dogajanj za vse generacije, vse vkuse. Obiskovalcem bodo letos na voljo tudi izdelki in kulinarične dobrote na številnih stojnicah. Jaz sem vesela, da smo po vrsto let le uspeli, da gostinci z veseljem sodelujejo na velenjskih projektih. Jaz se še spominjam s časom, ko smo jih skoraj prosili, naj pridejo, da brezplačno, samo da so tukaj. Sedaj pa smo prišli v obdobje, ko naredimo razpise in je v bistvu več kot 5, mislim, da skupin se je gostinskih letos prijavilo. Razdelili smo po dnevih, tako da bodo po 3 dni in potem se gostinci zamenjajo. Pripravljajo pač praznični program in pa tudi nekaj lokalnih dobrot, kar se mi tudi zdi, da nekako sodi v ta praznični čas. Za kulinarično ponudbo bo poskrbelo 5 lokalnih gostinskih ponudnikov. Koordinator projekta je Festival Velenje, ki čarobno promenado pripravlja v sodelovanju z mestno občino Velenje. Praznično dogajanje v City centru pa je doseglo svoj vrhunec. Minuli vikend je namreč to največje nakupovalno središče na Celjskem kar 2-krat obiskal Božiček. Otroci so mu lahko zaupali svoje želje in napisali pismo, ki ga je dobri mož skupaj s palčki nato odnesel na Laponsko. Letos so otroci v City centru za Božička oddali kar 835 pisem. Vsa so zdaj že na poti v Božičkovo deželo na Finsko. Cel mesec so se šole in pa vrtci trudili, da so za City center Celje pisali projekt Celje piše. Tako bodo na 3000 km dolgo pot odpotovala iz Celja pisma 850 otrok, ki so lastoročno ta pisma izdelali in tako to odpotuje tja, kamor to tudi paše, na sever, na severni pol, kjer Božiček pač živi. To je bilo posebno doživeti tako za otroke, kot tudi za vse nas odrasle, ki so tako željno in tako gorečno pisali vsa ta pisma. Otroci so takole tudi osebno Božičku zaupali svojo željo.
Tiste bolj skrite, kot je na primer ta, ki jo je napisala Tjaša, pa so raje pospravili v pisemsko ovojnico. A brez skrbi, tudi te bo Božiček o pomoči palčkov skrbno prebral. Vsak ima svojo posebno nalogo, da ne bi vi mislili, da mi to delamo kar tako. Vsak palček ima točno namenjeno nalogo. Tako da en zavija, en prebira, drugi zalepi in potem jaz, poglejte, kako velika pisma so napisali, skupaj z Božičkom pošljem na Laponsko. In kaj si otroci želijo? Ja, največ si želijo kakšne igrače, potem, da bi bili pridni starši, da ne bi bilo vojn. Veste, želja je različno toliko, kolikor je število otrok. Pred Božičkom in njegovo ekipo je zdaj naporen teden. Pripraviti bo treba še zadnja darila in se v noči iz sobote na nedeljo odpraviti na dolgo pot okoli sveta. Z darili bo namreč obdaril pridne otroke. Teh je kar nekaj, tako pravi Božiček, tudi na Celjskem. Moram reči in pohvaliti vse otroke, da so bili izredno pridni in da so izredno pohvalili starše, da jih lepo ubogajo. In izkoristil bi to priliko, da vam zaželim vesele božične praznike, srečno novo leto, da bi veliko zdravja imeli in pa tudi tistih, ki jim pravijo, da so cvenki, a ne? Da se bo vse lepo godilo in da bomo celo naslednje leto uživali v radostih življenja. V prazničnem vzdušju bo sicer City Center živel še vse do konca leta in kot pravijo, pri njih idej za darila nikoli ne zmanjka. Odbojkarji Calcita iz Kamnika bodo jutri v športni dvorani v Šempetru odigrali povratno tekmo Evropskega pokala CEV proti francoskemu predstavniku Tours VB. V četrtek pa se bodo v isti dvorani odbojkarji domačega SIPA v povratni tekmi pokala Challenge pomerili s hrvaškim Međimurjem. Kamničani bodo srečanje v Šempetru odigrali zaradi neustrezne domače dvorane v Kamniku. Na prvi tekmi v Franciji so z nekdanjimi evropskimi prvaki izgubili z 1:3. Seveda smo z veseljem ustregli ekipi Calcita, kajti še nikoli nismo gostili nekdanjega evropskega prvaka, ekipo Toursa v šempetrski dvorani in zato mislim, da je to ena zelo dobra promocija odbojke za Savinjsko, spodnjo Savinjsko dolino, oziroma bom rekel širše sigurno za celo Slovenijo. Prvič v zgodovini so se za nastop v Evropskem pokalu odločili odbojkarji SIPA, ki so v prvi tekmi 16. finala pokala Challenge na gostovanju pri hrvaškem Međimurju izgubili z 2:3. Ekipa Međimurja je lansko leto osvojila 3. mesto v hrvaškem prvenstvu. Glede na to, da bom rekel, da z ekipo Međimurja smo že v preteklosti sodelovali, saj smo vsako leto udeleženci njihovega mednarodnega turnirja. V letošnji sezoni imajo kar zelo spremenjeno ekipo, kajti izgubili so 2 oziroma 3 igralce iz pretekle sezone, ki so tudi reprezentanti Hrvaške, ampak na prvi tekmi so se vseeno pokazali kot trdi nasprotnik, dober nasprotnik. Jaz računam, da v domači dvorani v Šempetru imamo veliko večjo prednost mi, kajti tudi sami igramo z žogami Mikasa, hrvaško prvenstvo igra z žogami Gala, kar je ogromna razlika. Jaz mislim, da se obeta res prava borba za vsako žogo. V primeru skupne zmage se bodo Šempetrani v osmini finala pomerili z norveškim predstavnikom. Zmagovalec tega dvoboja se odpravlja na dolgo potovanje v mesecu januarja na Norveško, tako da tudi tukaj računamo na en nek piko na i dogodek, ki bi lahko bil še dodatna motivacija za naše fante, kajti na Norveškem še nobeden od nas ni bil. Nastop v Evropskem pokalu je za šempetrski klub tudi precejšen finančni zalogaj, ki pa so ga s pomočjo občine Žalec in pokroviteljev uspeli pokriti. Tu ni poceni, tu ni nagrad kot v nogometu za vsako naslednji krog. Tukaj se nagrade začnejo razdeliti v četrtfinalu oziroma kasneje v polfinalu. Pri nas pa vemo, kakšen je razpored oziroma žreb je že bil določen naprej, tako da prvo je pot na Norveško, v primeru uspeha na Norveškem pa pot v Novosibirski, kjer pa si ne znam predstavljati,
kako bi te stroške lahko zmanjšali oziroma kako bomo to pot v primeru uspeha sfinancirali. Jaz verjamem, da bomo uspeli Norveško pokriti, kajti finančno strani sponzorjev oziroma tudi strani občine imamo zagotovila za naslednji krog, tako da tukaj se ni zabati, me pa bo potem sigurno zabati v primeru uspeha v Novosibirski, kar pa pomeni velik finančni zalogaj in lahko pomeni tudi veliko finančno luknjo za prihodnje. Sip je v lanskem letu osvojil 8. mesto v državnem prvenstvu in si nastop v pomoči 3. evropskem pokalu zagotovil zaradi tega, ker se nekateri višje uvrščeni klubi v evropska tekmovanja niso prijavili. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, še več sonca bo v severozahodni Sloveniji, pa tudi v višjih legah. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od -5 do -1, ob obali okrog 3, najvišje dnevne pa od 1 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo delno jasno zmerno oblačnostjo, v vzhodnih krajih pa pretežno oblačno. Po nekaterih nižinah v notranjosti Slovenije bo dopoldne tudi megleno, ob obali pa bo v sredo pihala tudi šibka do zmerna burja. Toliko v današnjih dogodkih dneva. Hvala za vašo pozornost, sicer pa ostanite v družbi televizije Celje še naprej.